Živijo, tukaj, gledajte, mata na easy. Jaz tukaj raznam mato na najbolj easy način. Danes bomo šli skozi razmerje. Pa ne mislim razmerja v moji družini med, ne vem, mano pa mamo, da je ona moja mama, pa da sem jaz njen sin. Ne. Danes bomo govorili o matematičnih razmerjih. In kaj v bistvu sploh so matematična razmerja? No, pojmo kar na primer, da vam bo vse tako jasno. Torej, rečemo, da grem jaz lepo v Bauhaus, ne z masko seveda, in potem tam vidim pač na oddelku z barvami, ki imajo različne listke z odtenkami barv gor, ne. Pa vidim, rečemo pač tukaj, vzamem si enega, ne, pa rečemo, da roza, veste, ono, ki je na vrhu, ne, so tlej pa pol na dnu najtemnej, pa vidim, aha, ta na vrhu je ful lepa, pa pogledam v bistvu pač, ker so tam neka števila, ne, pa rečemo, da so tam števila 6:12. To je v bistvu razmerje te barve, ne. 6:12 je razmerje, kako dobimo ono barvo. In pač, nikoli ne boste videli prav tako razmerje 6:12, ne. Vedno boste videli okrajšana razmerja, zato ker pač, bom zdajle povedal, noben ne bi šel pač 6 količin neke barve dajati noter in še 12 količin neke barve dajati noter, da bi dobil to končno barvo. Ne. Oni bi samo krajšali to in zdaj bom povedal, kako lahko tudi vi to krajšate. Torej, v bistvu pogledate, kakšen je največji skupni delitelj med tema dvema številoma, ne, pač največje število, ki je deljivo in 6 in z 12. In tukaj največji skupni delitelj od 6 in 12 je 6. Torej, zdaj pa, ko vemo največji skupni delitelj, bomo vsako število v razmerju delili s tem skupnim deliteljem. Torej, 6 bomo delili 6, kar je 1, in 12 bomo delili z 12, kar je pa 2. Torej, zdaj ta 6:12 smo spremenili v 1:2. In zdaj, če bi dali eno količino pač rdeče barve noter in še 2 količini bele barve noter, bi prišla ista roza, kot če bi dali ali 6 količin rdeče barve, ali pa pol pač še 12 količin bele barve, ali pa če bi dali, ne vem, 1 liter rdeče barve, pa potem 2 litra bele barve, ali pa če bi dali 1 tanker rdeče barve, in potem še 2 tankerja bele barve. Bom še jaz skole gor napisal, ne, tole je R, tole potem pač ja, B, bela, in potem tukaj je to 1:2. To spet R proti B, pač ja, je to razmerje med tema dvema barvama, ne. Damo eno količino rdeče barve in 2 količine bele barve. In pač, ne rekel sem količina, zato ker v bistvu vsem, kjer količino damo, dokler je v razmerju, zato ker pač bo vedno prišla ista barva. Samo da jo bo bilo ali več ali pa manj. Če damo majhen kozarček rdeče barve pa 2 majhna kozarčka bele barve, bo bila ista barva, kot če bi dali par litrov, pač da bi dali 1 liter rdeče barve, pa da bi dali potem 2 litra bele barve. Bo ista barva. Ali pa kaj rečemo potico, ne, razmerje med sladkorjem in moko, da bi bilo tudi 1:2. Da bi dali 1 kilo sladkorja pa 2 kili moke, bi bila pač okusa, pač bi bila potica, rečemo, da normalnega, dobrega okusa, ne. In isto, če bi dali 10 tankerjev moke in če bi dali pol 20 pač da bi dali 10 tankerjev sladkorja in da bi dali 20 tankerjev moke, bi potem isto, pač bi ta potica bila istega okusa, ali pa če bi dali pač samo 1 tanker sladkorja, ali pa 2 tankerja moke, bi bila ta ista, pač bi bila ta potica istega identičnega okusa. Torej, ni pomembno, kakšna je tukaj količina, dokler je v razmerju. Dokler je v razmerju, bo bila potem pač tukaj, ko smo imeli, na primer, barva, bo bila ista, dokler bo v razmerju. Potica bo imela isti okus, dokler bo v razmerju, čeprav je bo bilo ali več ali pa manj. In pa imamo tukaj še 4:5:6. Ampak tukaj imamo zdaj tole vejico, oziroma tukaj imamo 4:5, ki je pa decimalka, oziroma pač decimalno število. Kako bomo v bistvu pač se zdaj tega decimalnega števila znebili, da bomo lahko pač brez problema v bistvu izračunali, kakšen je največji skupni delitelj dveh števil. Kar bomo naredili je, to vejico bomo premaknili na desno z eno mesto. In kako to naredimo? To naredimo tako, da pomnožimo z 10. A ste opazili, 10 ima eno ničlo in tole vejico bomo premaknili za eno mesto. Če bi bilo to, na primer, 4 vejica 5, 2, 5, bi potem rabili to pomnožiti s 1000, da bi vejico premaknili za 3 mesta, zato ker so 1003 ničle. Ampak zdaj pomnožimo 45 z 10,
pač 4,5 za 10 sem že malo izdal naprej in 4,5 krat 10 je 45. Proti, in zdaj pa to šestko tudi pomnožimo z istim številom, da pač ostane razmerje nekako pač v razmerju, a ne? Torej 6 krat 10 je pa 60. Torej imamo zdaj 4,5 proti 6 je isto kot 45 proti 60. Samo da 45 proti 60 veliko lažje izračunamo največji skupni delitelj. In največji skupni delitelj med 45 in 60 je 15. In 3 krat 15 je 45, torej razmerje 3 proti 4 krat 15 je pa 60. Razmerje je 3 proti 4, kar je isto razmerju 45 proti 60, kar je isto razmerju 4,5 proti 6, ne? In to v bistvu, zdaj pri teh dveh primerih nismo v bistvu pač poznali kakšne količine v razmerju, smo samo poznali razmerje, ne? In dokler smo upoštevali to razmerje, bi prišel pač končni rezultat nekako več ali manj enak, razen da bi bila količina drugačna, ne? Barva bi bila ista, samo da bi jo kdaj bilo več, kdaj manj, potica bi bila ista, samo da bi jo bilo kdaj več, kdaj pa manj. Ampak stvari bi bile pa iste. Kaj pa na primer, če bi vedeli, kakšna je v bistvu pač končna nekako količina, ne, da imamo vse količine skupaj seštete in kakšno je razmerje. Pa nas zanima, kakšen je v bistvu pač nekako, kakšna je količina v enem delu razmerja. In imam en primer za to, poslušajte. Zadnjič me je mami poklicala v kuhno, pa mi je rekla, da ima 24 jagod. In da ne pokličem čano in te jagode razdelim 5 proti 7 med mano in njo. In sem jaz rekel, ja, ok, brez problema, ampak na poti do sobe sem se sprašal, kaj mi je ona lihkar rekla. Ampak, ko sem prišel v sobo, sem že ugotovil, da je to čist easy in da bi to čist brez problema izračunal. Vse, kar naredite v bistvu je, da pač levo in desno stran razmerja oziroma pač števili v razmerju samo skupaj seštejete, da dobite v bistvu nekako skupno število vseh delov, na katere boste razdelili to, ne? In torej 5 plus 7 je 12. In zdaj samo še 24 oziroma končno število razdelite na teh 12 delov. In to naredimo pač, da 24 delimo z 12. In potem 14 deljeno z 12 je 2. Torej, en del v temu razmerju sta 2 jagodi. Ampak kako bi pa to matematično dokazali? No, to pa lahko dokažemo takole. Pač vemo, da 5 krat, bom rekel, da x, ker ne vemo, pač rečemo, da smo pozabili, koliko je to pač število tega enega člena v razmerju. Torej, 5 krat x plus pač 5x plus 7x, ne, je v bistvu pač število že 24, torej 5x plus 7x je enako 24 jagod, ne, tega, ker pač 5 krat en člen plus 7 krat en člen je vse skupaj 24 členov, ne, oziroma 24 jagod. In torej pojmo zdaj to naprej izračunati, ne, 5 plus 7x je enako 12x je enako 24 jagod. In zdaj imamo pa 12x enako 24 jagod. Pa tukaj, kar moramo narediti, je, da tole 12 krat x v bistvu predstavimo na to stran 24. Torej bomo napisali x je enako, in zdaj pa tukaj vidite, da je 12 krat. In zato, ker ga bomo dali na drugo stran enačaj, se mu bo ta predznak spremenil. Torej bo bilo namest 12 krat, bo bilo deljeno. Torej napišemo x je enako 24 deljeno z 12. Ne krat 12, ampak deljeno z 12, ker smo ga dali na drugo stran enačaja. In zdaj potem 24 deljeno z 12 je pa 2. Torej napišem x je enako 2. In v glavnem, to je to. Zdaj gremo sami še na hitro začeti. Torej, kaj sploh so razmerja? V bistvu matematična razmerja nam nekako povejo, pač, kakšno je razmerje med številkami, ne? Samo ime pove. Pač, ja, matematična razmerja nam povejo, kakšno je razmerje med dvema številkama, ne? In če dam primer že spet Bauhaus pa listi, pač z barvami gora, ne? In če damo torej 1 deciliter rdeče barve pa 2 decilitra bele barve, bomo dobili roza barvo. Pa če damo 1 liter rdeče barve pa 2 litra bele barve, bomo isto roza barvo dobili. Samo da jo bo bilo več. Torej, pri teh prvih vrstah pač količina ni pomembna, pomembno je samo razmerje.
In kako sploh okrajšamo razmerja, ker tukaj vidite, da smo iz 6 proti 12, da spravimo 1 proti 2, to pa naredimo tako, da na tem neokrajšanem razmerju poiščemo pač največji skupni delitelj med tema dvema številoma, pač to je število, ki je deljivo z obema, sem da največje, ki je deljivo z obema, in potem vsako od teh dveh števil delimo s tem največjim skupnim deliteljem. Torej, 6 smo tukaj delili 6, ker je pač 6 največji skupni delitelj teh dveh, in 12 smo delili 6. 6 deljeno 6 je 1, 12 deljeno 6 je 2. In spet, ni pomembna količina, lahko imamo 3 litre barve ali pa 3 decilitre barve, ampak ta barva, dokler imamo vse skupaj ali 1 liter ali pa pač 1 deciliter rdeče barve noter, bo bila ista roza, ne glede na to, koliko veliko jo bo. In potem smo tukaj spodaj imeli 24 jagod, pa nas je zanimalo v bistvu, pač smo tudi imeli razmerje, pa nas je zanimalo, koliko jagod je v vsakem členu razmerja. In tukaj smo pač tukaj smo to število jagod ugotovili tako, da smo te dve števili v razmerju skupaj sešteli in potem smo imeli pač skupno število vseh delov v razmerju, oziroma vseh delov, na katere bomo pač razdelili jagode, in potem smo teh 24 razdelili na 12 in smo ugotovili, koliko je v bistvu jagod v vsakem delu. In prej sem še pozabil povedati, v bistvu, če nas zanima, koliko jagod je dobila črna, samo 5 pomnožimo z 2, kar 5 pač krat 2 je 10, torej ona je dobila 10 jagod. In potem zame bi ugotovili samo, da bi 7 pomnožili z 2 in bi jaz dobil 14 jagod. Pomnožili smo pa 2 zato, ker je pač 2 tukaj pač število jagod v vsakem členu tega razmerja. In to je to za ta filmček. Če vam bi bil všeč, bi mi ful pomenil, če bi ga všečkala, pa če bi se naročili na YouTube kanal Matanesi. Čisto brezplačno in ful mi pomaga. Upam, da se imate lepo in pač ostanite zdravi, upam, da se še drugič vidimo in čau!